Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Nagrado za igralske dosežke v letu 2016 je prejel Gregor Gruden, igralec Mestnega gledališča ljubljanskega, za lik Mihaela v kosu plastike. V utemeljitvi so zapisali, da je Gruden izrisal lik, sestavljen iz niza drobnih živčnih zlomov in prikaz podobo sodobnega moškega, ki mu je odvzeta pozicija patriarha in se izgublja v množici identitet in vlog. Zelo sem zadovoljen, da sem dobil to nagrado. Mihaela sem pa delal tako v bistvu nekako, kaj pa vem, tako kot ste rekli, je en tak niz prizorov, v bistvu, v katerih se on, mislim, hecno je pri tem liku, da se nikoli v resnici ne zlom ali pa ne pride do kakšnega prav velikega spoznanja razno teh medgovorih, ki pač napoveduje ta prizore. In sem v bistvu nizal te majhne bisere v bistvu od prizorov in pol upal, da mi bo uspel celo grlco na koncu odigrati. Nagrado za igralske dosežke v letu 2016 je prejela tudi Arna Hadžialjević, igralka Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica, in sicer za naslovno vlogo v Girardojevi Ondini in za vlogo Karin Tim v Fassbinderjevih Grenkih solzah Petre von Kant, ki z likom prikaže silovito igralsko moč. Podobni sta si pa v tem, da pravzaprav vsakič, ne vem, tako opažam zadnje čase, vsakič, ko se lotevam nekih novih materialov, vidim, da so blazno v dialogu z mojim intimnim življenjem in nekim trenutkom, v katerem sem sama intimno. Ne. Tako da v bistvu so moji učitelji na nek način. Ne. Lahko lažje uvidim neke svoje situacije ali pa zaradi situacije v življenju lahko lažje potem delam na tem materialu. Ne. In to mi je tako čudovito. No. Priznanje Bršljanov, venec za umetniške dosežke, je prejela Petra Pogorevc za vodenja knjižnice Mestnega gledališča ljubljanskega. V utemeljitvi so zapisali, da po 10 letih uredniškega usmerjanja zbirke ostaja seizmograf premikal tako med domačimi avtorji kot pri posredovanju pomembnih teatroloških naslovov iz tujine, nenaključen in zavezujoč za slovensko gledališko založniško prizorišče. Predvsem sem raziskala bogato zgodovino te zbirke, ki bo naslednje leto praznovala že 60. obletnico svojega obstoja in delovanja. Pri tem sem se seveda ogromno naučila. Zelo sem se tudi navadila razmišljati o tem, na kakšen način se lahko v gledališču teorija in praksa povezujeta, kako recimo, kadar delamo predstave, misliti tudi o tem, kakšna literatura bi recimo ustvarjalcem prišla prav, bi morda spodbudila še ali pa okrepila določene tendence ali pa zapolnila neke vrzeli, na katere pravzaprav tudi naletimo vsake toliko. Odličje Marija Vera za življenjsko delo je, kot že rečeno, prejel igralec Slovenskega narodnega gledališča Maribor Peter Boštjančič. Poznamo ga tako iz gledaliških odrskih desk kot z filma. Njegove najbolj znane vloge: Kunderov Jakob, Ivan Marojevič v Prokičevem metastabilnem gralu, Primož v Samorastnežih, Valmont v Nevarnih razmerjih, Prelih v Frojevem dogodku v mestu Gogi, Šlok v Beneškem trgovcu, Salieri v Amadeusu, Richard III. In še bi lahko naštevali. V srce pa se mu je najbolj zasidrala vloga Hamleta. To je vloga, ki me je po moje zaznamovala tudi za celo življenje. Ne mislim, ampak tista materija, s katero sem se moral spopasti, je verjetno delovala na mojo psiho in tako dalje, tako da me še danes ni spustila. V utemeljitvi so zapisali, da za njegovo čvrsto močjo telesa in razločno izrečeno besedo, ki želi utemeljitev za vsako psihološko potezo, tiči subtilen igralski interpret, ki ne pristaja na veljavnost kategorije zvezdništva in je brez ambicij po izpostavljanju v resničnostih, medijskih spektaklih ali v blogerski površinskosti. Je dobitnik številnih nagrad, zdaj pa je bogatejši še za odličje Marije Vere. To je le nagrada ceha, to je stanovska nagrada in ta nagrada je drugačna kot druge, zato ker mi se med sabo se poznamo, vemo in če te predlagajo kolegi, mislim, da ima eno posebno vrednost. Odličje veliki Bršljanov venec za življenjsko delo je prejela igralka Jana Osojnik, ki je življenjski opus na področju dramske umetnosti posvetila radijskemu mediju.
Svoj glas je posodila več kot 180 likom, tako v radijskih igrah za odrasle, kot tudi za otroke. Kaj je v tako bogati karieri najbolj ostalo v spominu? Ena izjava ene majhne punčke, ki je rekla, kako naredim, da imam tako vesel glas. Drugo pa čebelica Maja, ki so jo gledali vsi otroci. Tudi ona je prejemnica številnih priznanj in nagrad, tako nacionalnih kot mednarodnih. Sedaj je bogatejša za veliki bršljanov venec, ki ji pomeni zelo veliko, ker jo je podarilo Društvo dramskih umetnikov, to 1 zvezdica zraven. Točka 2, ker jo je podarilo za delo v radiju. Prva nagrada podeljena za to in moja, spet 1 zvezdica in sem malo važna. To je zame Oskar.